Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bova s profesorjem Aljošo Valentinčičem pogovarjala o slovenskem kapitalskem trgu, obdelala bova ljudsko obveznico, slovenski delniški trg, pogovarjala se bova tudi o delnici Vzajemne. Kaj bova še obdelala, Aljoša? Bova obdelala še individualne naložbene račune, ne smeva pozabiti, in pa seveda še kaj. Zdravo, Aljoša. Ja, živa. Ja, kar precej razborljivo obdobje za delniške trge. Zdaj smo videli, v letošnjem letu so slovenske delnice kar lepo rasle in sicer smo zabeležili, SBI Top je zabeležil 20% rast samo v letošnjem letu, torej v 2 mesecih in pol. Zdaj, če se skrajša časovno obdobje, ni bilo tako donosno, ampak vseeno precej bolje kot na ameriških trgih, kjer vidimo v zadnjih tednih kar precej razborljivo razprodajo, bom tako rekla. A spremljaš globalne delniške trge, Aljoša? Te dni spremljati globalne trge in spremljati globalne trge te dni je zelo naporen posel, ker iz sekunde v sekundo praktično ne veš, kaj se bo zgodilo. Tako da sploh ne morem dovolj hitro risati grafov za različne primere, ker enostavno so razmere tako spremljive. Ampak ja, spremljam seveda. Moram priznati, da je kar zelo razborljivo, sploh recimo za nas novinarje, ki spremljamo te trge. Ni samo dogajalo na delniških trgih, ampak je precej razborljivo in krvavo je bilo tudi na kriptotrgu. Skratka, ne bo nam dolg čas, če sploh upoštevamo, kaj se dogaja vse v svetu. Mi da se bova pogovarjala danes pretežno o slovenskem kapitalskem trgu, se pravi v ponedeljek je bil od ponedeljka dalje možen vpis druge ljudske obveznice. Ko smo prvič snemali, to bilo lansko leto, pred izdajo prve ljudske obveznice, je bila kar burna reakcija ljudi. Zdaj se mi zdi, da je mogoče manj teh reakcij. Kako ti gledaš na to drugo izdajo ljudske obveznice? Ja, definitivno je manj reakcij, kar je, jaz mislim, da dobro, zato ker lani ob tem času smo govorili za zelo veliko ljudi v Sloveniji relativno novih pojmih, varčevanje v obveznicah, donosnost do dospetja, primerjave z drugimi naložbami, trgovalni računi. Marsikdo od verjetno naših poslušalcev in gledalcev je seveda bil poznal te stvari, ampak zelo veliko ljudi pa tega ni poznalo. Potem je pa bil eno od teh efektov ljudske obveznice, vsaj jaz tako ocenjujem, da je, bi rekel, donosnost do dospetja je postala tak domači pojem. Zdaj zelo veliko ljudi pozna ta pojem, ve, s čem ga je potrebno primerjati, ve, kako o teh naložbah razmišljati, in mislim, da je tudi ta cilj, da nekako, da bi ker je bil eden od ciljev izdaje obveznice, da se poveča ta finančna pismenost, vsaj v tem oziru nekako bil dosežen, po mojem. In sem bil s tem lani zelo zadovoljen in to dejstvo zdaj, da je relativno mirno, se mi zdi tudi v redu. Ja, zdaj, ko omenjaš finančno pismenost, moram priznati, da sem se v zadnjem času pogovarjala z različnimi skupinami ljudmi. Zdaj, nekateri v bistvu sploh niso zasledili ljudske obveznice, kar me je, moram priznati, kar malce presenetilo, ker se je zelo tudi konec koncev veliko govorilo o tej izdaji, ampak vseeno presenečena sem bila na nekateri ljudje, ki obiskujejo naše delavnice, dejansko za ljudsko obveznico so zvedali prepozno ali pa sploh se niso s tem ukvarjali. Ja, lansko leto je bila v bistvu relativno stimulativna obrestna mera, 3,4%, gre za 3-letno ljudsko obveznico. Letos je obrestna mera nekoliko nižja, in sicer 2,75%. Glede na to, da ne vemo, kaj nas čaka v tem razborljivem obdobju Trumpovega vladanja, je lahko potencialno takšna ljudska obveznica tudi neko pribežališče za tiste, ki iščejo neke varne naložbe. Se pravi, da parkiramo nek del denarja v neko takšno konzervativno naložbo. Kaj si ti misliš o tem? Ja, tako. Zdaj, v takih časih, kot so zdaj, ni presenetljivo, če bi ljudje bežali v bolj varne naložbe. Zdaj v Sloveniji mi imamo sicer ta problem, ker imamo preveč varnih naložb v navednicah, parkiranih v obliki depozitov ali pa v obliki vlog na vpogled na bankah, in seveda je to že itak v varnih rokah, ampak za nekoga, ki razmišlja o tem, kakšna so tveganja, ki razmišlja o tem, kje v bistvu v katerem trenutku dalo mogoče za svoj denar največ dobiti, je to ena od tistih opcij, ki
dejansko padejo na mizo in so tudi primerjalno relativno v redu. Ne. Te bom pa tako vprašala, a si ti sodeloval pri prvi oziroma zdaj boš sodeloval pri drugi izdaji? Ne, ampak sem točno povedal tudi zakaj ne. Zato, ker so bili moji finančni cilji takrat in so še danes enako usmerjeni drugače kot za nekega investitorja, za katerega je ta naložba primerna. Kakšni pa so pravzaprav tvoji cilji, če nam lahko razkriješ, gospod profesor? Dolgoročni si predstavljam? Mislim, da sem jaz še relativno mlad, ne, in da ampak da imam še nekaj časa do penzije in temu primerno je zgrajen tudi moj portfelj. No. Tako da imam več tveganih naložb in to je to. No. O tem se verjetno tudi učite na faksu. Jaz spodbujam vse mlade, da v bistvu pač varčujejo za pokojnino in izkoristijo moč obrestno-obrestnega računa oziroma donosnostnega računa ali compoundinga. Zakaj pa ne, saj v bistvu si bojo tako naredili bistveno večjo uslugo, kot pa če čakajo na 55. leta. Saj vi se itak učite na faksu obrestno-obrestnem računu oziroma compoundingu. Obrestno-obrestni račun je povsod. Obrestno-obrestni račun non-stop ponavljamo stvari, s katerimi imam jaz upravka od finančnega računovodstva do finančne analize pa financ. Non-stop in povsod so obresti na obresti. Tako da to jaz upam, da vsaj pri naših študentih pride v kri, no, dejansko na koncu. Ampak je pa to dejansko zelo močen učinek, ne, če začnemo zgodaj varčevati zaradi teh obresti na obresti. Ne. To se ljudje podat ne zavedajo čisto. Midva z Andražem sva pred kratkim posnela eno epizodo vezano prav na ta obrestni račun, ker je bilo pač ogromno nekih negativnih komentarjev vezano na ta obrestni račun, da je pač nek nateg, prevara in tako dalje. In to so pač komentirali tudi mladi ljudje konec koncev, tudi študenti, ki pač ne razumejo, kako bi lahko izkoristili ta račun v svojo korist. Ampak gremo midva nazaj na eno temo, in sicer slovenski kapitalski trg. Pred nekaj tedni je bilo, mislim, da 4, 5, 6 tedni je bila potrjena tudi strategija nacionalnega opismenjevanja, finančnega opismenjevanja je bila potrjena. To je ena taka zelo pozitivna novica in upam, da bodo tudi vsi državljani imeli priložnost poznati v okviru nekih šolskih urnikov, šolskega kurikuluma, kaj je obveznica, kaj je delnica, kaj je konec koncev tudi borza. Kako recimo ti gledaš na vse skupaj? Prej, ko začnemo s tem, boljše bo. Na nižjih stopnjah, ko bomo začeli z ustrezno prilagojenimi tematikami, boljše bo. Naša želja je, da ljudje, ko pridejo v neko odraslo dobo, že te elemente obvladajo v celoti in se lahko potem kot odgovorni državljani ustrezno odločajo sebi v prid, ampak tudi v prid gospodarstvu, v katerem delujejo, in širši družbi, v kateri delujejo. Tudi v sklopu vsega tega razvoja trga kapitala v Sloveniji se zelo veliko govori o individualnih naložbenih računih, tudi kar nekaj vprašanj je prišlo od naših poslušalcev. Se pravi, ta zgodba sicer še ni potrjena, je zunaj predlog, zdaj neke stvari bodo še podfikali, nekaj bodo popravljali, potem bodo dali ta predlog v obravnavo. Ali si ti tudi to spremljal zgodbo individualni naložbeni računi? Jaz spremljam to že od začetka. Moram tudi povedati, da sem kot aktivni državljan oddal pripombe takrat, ko je bil javni poziv. Seveda je bil javni poziv preko novega leta, tako da sem si vzel čas in sem preko novega leta to prebiral in razmišljal o tem. Sem tudi žalostno ugotovil, da noben od mojih predlogov praktično ni bil upoštevan. Ampak, če zdaj govoriva prav o našem trgu kapitala, Ministrstvo za finance je potem lani objavilo po izdaji teh ljudskih obveznic podatke o tem, kdo so bili kupci teh obveznic. In v zelo pomembni meri so bili kupci teh obveznic starejši ljudje. Posebej kategorijo so imeli 66+, mislim, da takrat, in mislim, da je bila tretjina kupcev je bila iz te kategorije. Zdaj to pomeni, da so to ljudje, ki imajo neke finančne prihranke in še vedno razmišljajo nekaj let naprej. Zdaj, za tem omejitvijo tega roka na 15 let je v bistvu, se bojim, ministrstvo izločilo ven glih tisto populacijo, ki ima največ prihrankov, ki bi jih bila voljna za nekaj let vložiti v take račune. Seveda pa treba razumeti, da zdaj nekdo, ki je nekaj let pred pokojnino, ne more se zavezati, da bo 15 let varčeval in potem da bo dosegel ničelno stopnjo. Tako da
Ja, moj point je bil v tem, da bi naredili nekako ta koteleči se prehod. Ne? To se pravi, nekdo, ki bi imel še 10 let do penzije, ne bi mu tale rok za doseganje davčne, torej ničelne davčne stopnje dali na 10 let, zato da bi potem pač, ko bi šel v pokojnino, imel to možnost dvigati ven iz tega INR. In to mislim, da bi dejansko mogla država narediti in je ne bi nič stalo. Ne. Ja, to govorimo midva samo iz davčnega vidika, ker ti kot investitor lahko normalno investiraš. Bom pa še jaz tukaj noter uskočila, ker moj predlog je pa bil, da če imajo naložbena življenjska zavarovanja, če so naložbena življenjska zavarovanja po 10 letih prosti plačila davka, zakaj temu ni tako tudi pri individualnih naložbenih računih? Torej, točno to, vse oba govoriva isto. Pogleda sva dva različna segmenta kupcev v navednicah in jaz mislim, da je bilo te pripombe res smotrno upoštevati. Mislim pa, da je bilo celo ena ideja v tem predlogu, da bi lahko v teh individualnih naložbenih računih sodelovali samo brokerji, ki ponujajo v bistvu svoje storitve v slovenskem jeziku. Ja, do teh jezikovnih preprek v svetu financ, računovodstva in finančnih analiz sem jaz vseeno malo skeptičen, namreč svet okrog nas se je tako pomanjšal, virtualni svet seveda, da enostavno ti se jezikovnim preprekam ne moreš izogniti. Ampak jaz teh jezikovnih politik ne bi mešal noter v te račune. Ja, jaz mislim, da je bilo to zlobirano predvsem strani naših lokalnih brokerjev. Jaz zdaj to sam špekuliram. Ne vem, ali bo to dejansko potrjeno, ampak razmišljam tako na glas. Tudi ne vem, če bo to potem če bo to tako tudi ostalo. Ampak ja, slišala pa sem, da je bil ta predlog, da ostane, da se ponudi, da je ta možnost na voljo zgolj tistim, ki ponujajo v slovenskem jeziku. Mislim, tukaj pa res ne vidim preprek, da bi to naredili na tak razumen način. Zdaj, te individualne naložbene račune naj bi prišli leta 2026, hkrati naj bi bile tudi takrat delnice Vzajemne naj bi kotirale na Ljubljanski borzi. Upamo lahko, da bo seveda to sinhrono se zgodilo in da se bodo potem te delnice delnice Vzajemne iz KDD-ja dobesedno prenesle na individualne naložbene račune in da bodo ljudje mogoče cenovno bolj ugodno prišli čez, kot pa če bi odpirali trgovalne račune. Je pa res, da od tega davčnega odpustka recimo po 10 letih, kot so deležni pri naložbenih življenjskih zavarovanjih, v tem primeru ne bodo, pač pa po 15 letih. Kaj pa si sicer misliš o Vzajemni, o tem preoblikovanju, to, da so nekateri dobili možnost izbire denar ali delnica, nekateri so pa v bistvu nekako obtičali za delnicami. Kako gledaš na vse skupaj? Vedno, kadar delamo finančne naložbe, se skušamo informirati vsaj v osnovi, kaj kupujemo pa kaj prodajamo. Tukaj bomo mi dobili nek papir, v navednicah, delnico, ampak mi v resnici ne vemo ničesar o tem papirju. Ni bil izdan ne prospekt, niso izdelali niti neka objava nekih računovodskih podatkov za preteklo leto, ni izdan nobeno osnutek letnega poročila, nič od tega ni, kar bi v normalnih razmerah imeli. In to je meni nerazumljivo. Zakaj hiteti na tak način za to odločitvijo, preden so podatki dejansko znani. Tako da, deloma je timing problem tukaj, ki je zakonodaja predvidela, ampak deloma pa timing je pa, jaz mislim, da tudi Vzajemna bi lahko en korak naprej storila in vsaj nekatere od teh podatkov zbrala in objavila. Ne še to opozorim, da tako ministrstvo kot Zavod za zdravstveno zavarovanje, oba nekako zastopata državljane, imata vsak svojo cenitev teh delnic. In nobeno jih ne objavi in nikjer jih ne videti. Tako da nekatere stvari v naši družbi so finančno dejansko nerazumljive. Ja, zanimiva je bila tudi ta zadeva, da v bistvu nekako je načrtovano, da bo delnica Vzajemne kotirala na Ljubljanski borzi oziroma se je zgodil ta IPO leta 2026. Predsednik uprave Vzajemne pa je v bistvu dejal, da bo Vzajemno profitabilna tam leta 2027, 2028. Se pravi, takrat, ko bo delnica Vzajemne kotirala na Ljubljanski borzi, bo v bistvu podjetje ustvarjalo izgubo. Kako pa gledaš na to? Dobro, zdaj to, da podjetja ustvarjajo izgubo, nekako ni samo po sebi slabo. Pač zagonski cikel je tak in
številna podjetja na začetku, ko pridejo na borzo, imajo dejansko negativne dobičke nekaj let. Samo tukaj ne gre za preveč zapleten posel. No. Tako da, mislim, lahko verjetno bo timing boljši, ampak ne gledam to kot zdaj na neko prepreko, ki bi pomembno lahko vplivala na te odločitve, kdaj kotirati na borzi. Še vedno sem mnenja, da prej, ko začne kotirati, boljše. A kako pa gledaš na to, da bomo na Ljubljanski borzi imeli pravzaprav 3 zavarovalnice na tako majhni borzi? Super, več ko jih bo, boljše bo. Torej, z vidika varčevalca pomeni to več izbire, večja razpršitev tveganj in seveda je to dobro za nas. Sploh, ker imamo zelo majhen trg in imamo zelo omejeno možnost izbire. Ja, trenutno mislim, da okrog 450,000 Slovencev je zdaj dobil delnico Vzajemne, ampak mogoče se večina teh ljudi ne želi ukvarjati z delnicami, z odpiranjem trgovalnih računov. Veliko je slabe volje zaradi tega, zdaj konec koncev. Ja, saj, upravičeno. Ker ne vemo, o čem govorimo, ne vemo, kaj bomo s to delnico dejansko pridobili, kakšna je vrednost, kaj od nje lahko v prihodnje pričakujemo in ne moremo narediti neke informirane odločitve. Noben od nas, noben od domačih varčevalcev ne bi na vrat na nos skakal nekam, kamor ne ve, kaj ga čaka na koncu. Zdaj, to je sicer razmere, ko je situacija malo drugačna, ampak ne glede na to, ne, kot pravi, informacij ni, ne, in lahko vsak od nas sam špekulira, kaj bo in kaj ne bo. Ne. A se lahko pojavijo neki posamezniki ali pa neke inštitucije, ki bi mogoče dale ponudbo za prevzem teh delnic? Kako gledaš na to? Jaz razumem, da je tako narejeno, da dokler ne bodo te delnice na borzi, so vsi pravni posli s prenosi delnicami nični. Tako da to je dobro, ne, da do takrat, ko so razmere netransparentne, da se pač potem omeji prenosljivost. Kaj bo pa potem? Pa seveda, ne, ljudje bodo odkupovali te delnice, ne, normalno. Ne. Kaj pa misliš potem, ko bodo te delnice prišle na borzo? Kaj se bo zgodilo? A lahko se zgodi, ne vem, razprodaja? Zdaj, glede na to, kakšno število ljudi ima trgovalne račune odprte in koliko ljudi se aktivno ukvarja z varčevanjem, je to zelo realna možnost, da bo prišlo do razprodaje. Zato, ker marsikdo bo hotel izstopiti iz te naložbe. Spomnila sem se, ko sem razmišljala prav o teh delnicah Vzajemne. Ne vem, se verjetno se spomniš obdobje leta 1993, ko se je delila družbena lastnina preko teh certifikatov in seveda potem, ko so ljudje te delnice dobili, se je v bistvu zgodila pač razprodaja. Ali lahko pač tukaj lahko nekaj podobnega pričakujemo konec koncev? Ja, po masovnosti in tudi po načinu, kako se to izpeljuje, so to zelo podobne stvari. No. Niso enake, ampak so pa podobne. Lahko vlečemo nekaj paralele. Ne. Ja. Zdaj se zelo veliko govori o pač nekih novih ponudnikih, kjer bo možno kupovati slovenske delnice. Zadnja novica, ki je prišla pretekli teden, je to, da bo Interactive Brokers ponudil možnost kupovanja delnic preko njihove platforme. Predtem je to možnost ponuditi tudi nemška neobanka in pa tudi neobroker Trade Republic. Kako ti gledaš na to, da v bistvu lahko danes globalni vlagatelji vstopajo preko vseh teh brokerjev na en tak majhen na našo ljubljansko borzo? Mislim, da je bil to res prepotreben korak naprej, nujen korak naprej, zato ker, kot smo ugotavljali tudi pri ljudskih obveznicah, za malega varčevalca so stroški kar visoki, relativno gledano, na letni ravni, vse dajatve, ki jih mora dati. Tako da ima zdaj nekdo možnost relativno poceni kupovati delnice, že za domače vlagatelje je to krasno. Za tuje, seveda bodo dodali nekaj in s časoma, jaz mislim, da bo vsaj malo ta vrednotenja se popravila, ko bo enkrat te delnice posamezniki vgrajevali v svoje osebne portfelje. Ne. Zdaj, kar se tiče velikih institucionalnih vlagateljev, to ne igra vloge, ampak za naše male posamezne vlagatelje pa ja, ne, tudi oni v tujini, ne, bodo torej preko slej opaziti, da nekatere naše delnice so pač atraktivno vrednotene, jih vključevali v svoje portfelje in morda se bo tudi tukaj potem kakšna vrednota naših podjetij tudi popravila. Čeprav moramo tudi povedati, po teh zdaj rasti cen, kar si prej rekel na začetku, ne, to, da je zdaj nekaj absolutno podcenjeno, vseeno treba malo bolj podrobno pogledati in malo kakšno primerjavo.
recimo kazalnike ti gledaš, ko kupuješ, investiraš delnice, kako narediš domačo nalogo, ko investiraš v konkretne delnice? Kateri kazalniki so tisti, ki jih pogledaš, kaj je vse pomembno, da pogledamo, ko kupujemo? Zdaj, jaz sem cepljen na finančno računovodstvo, ne, in potem gledam stvari, ki so s tem v povezavi. Tako da vedno se zmeraj ogledam najprej PE kazalnik in pa price to book kazalnik, ne, to sta dva standardna, ne, potem od tukaj gremo pa naprej. Zdaj, če je to naložba, kjer je povezave med tržnimi vrednostmi in računovodskimi izkazi relativno malo, potem seveda se odločim na podlagi občutka, ne, oziroma na podlagi tistega, kar preberem, in če mi je poslovni model všeč, sem za naložbo, sicer pa ne. A pa ti je mogoče pomembno, kdo sedi na čelu družbe, kakšna je njegova strategija razvoja podjetja, kakšna je konec koncev tudi njegova filozofija? Ja, je. Prebrati to, kar misli predsednik uprave, je zmeraj koristno. To je relativno kratko, del letnega poročila, pa tudi na spletnih straneh imate mission statement in podobne stvari in tam se lepo prebere in ste vidi, kaj je tam noter. Zdaj, jemati pa tega spet za suho zlato pa tudi ne gre. Ne? Imamo tudi primere firm, ko se je ta komunikacija z delničarji zelo, zelo nerodna. No. Tako da se preberem, zdaj pa, da je to čisto ta glavni odločilni faktor v tem, težko rečem. No, sam pogledam patrno. Recimo v portfelju malega vlagatelja se načeloma priporoča neka razpršena košarica naložb. Zdaj, ko v bistvu so slovenske delnice praktično na dosegu rok številnim vlagateljem, me zanima, recimo, kolikšen delež meniš, da bi lahko predstavljale slovenske delnice v portfelju nekega recimo poprečnega vlagatelja, dolgoročnega vlagatelja, ki pa tudi je nagnjen k tveganju? Za posameznega našega varčevalca? Ja, nekega poprečno nagnjenega k tveganju, recimo srednjih let, od 35 do 45, pa da recimo ima nek dolgoročni horizont, recimo 20 let. Kaj bi recimo svetovali takmu? Slovenskih bi rekel recimo tretjino, če gre. Ne. To se mi zdi kar pač veliko, ne? Ja, se pravi, tretjino ali manj. Ne. Sam nimam toliko, ne, ker preko, ker so jih Interbrokers prej omenila, ne, danes lahko vsak kupi delnice posod po svetu po relativno nizkih stroških. Ne, tako da. Sad nekaj si rekel konzervativni, zato sem rekel, ker pri nas. Ja, mogoče za konzervativnega se Krka pač je delnica, ena taka delnica, ki ima tudi, Krka ima največ malih delničarjev in marsikdo v bistvu varčuje v Krki, v delnici Krke, kot bi, ne vem, nekateri drugi varčevali na banki. Ja. No, sej. Tukaj bi vseeno rekel, zdaj, če bomo vsi začeli kupovati to Krko, ne, bo teh delnic Krke zmanjkalo. Ne. To je še en moment, ki pove, da ta delež v portfelju lahko, jaz si mislim, koliko bi mogel biti, ampak vprašanje je sploh dosegljiv. Ne. Ja, to, kar zdaj praviš, to zna biti zelo pomembno, ko govoriva, da bo globalni, da zdaj, ko govoriš, da bo globalni nek vlagatelj videl, kako ugodno so vrednotene naše delnice, na drugi strani bo pa ugotovil ne samo to, da so ugodno vrednotene, ampak da so tudi zelo dividendno donosne, da je dividendna donosnost zelo stimulativna. Ja, mogoče malo bolj taki konzervativni, ki iščejo tako dividendno donosne delnice. Ja, dajmo vseeno pozoriti, na dividende je treba plačati davek sproti. Ne. In to lahko s časom za investitorja, ki ste 35 let starega, pač pomeni, da bo pomembno več davka plačal, če investira v delnice z visoko dividendno donosnostjo, kot če bi investiral v delnice, kjer je cilj kapitalski dobiček, ali pa celoti samo kapitalski dobiček. Ja, to je res, ja. Tako da je to ena od razmislekov, ki jih treba narediti. Ne, pa plus, kar so prej rekla, strategijo za podjetje. Dividende načeloma smatramo kot neutralne politiko v firmah. Ne. To se pravi, investitor je načeloma vseeno razen davkov ali dobi svoj donos v obliki dividende ali pa v obliki kapitalskega dobička. Ne. Samo visoka dividendna donosnost, ne, zlasti če je povezana z visokim deležem izplačanega dobička vsako leto, ne, je tudi nekako opozorilni znak, da rasti v prihodnje počas manjkuje. Ne. Hočem reči, da ni samo, da gledaš, kako ti je zdaj, ne, treba malo razmišljati tudi, kaj bo jutri. Ne, in to
To je pomemben faktor. Ja, zelo pogosto dobivamo obvestila od Ljubljanske borze, da pač nekatere družbe pogosto odkupujejo lastne delnice. Se pravi, Krka je ena izmed teh, ki precej odkupuje, in pa seveda zadnje čase zelo pogosto Cinkarna Celje. Tudi to konec koncev vpliva na tečajnice oziroma na tečaj delnice. Ja, tako, načeloma odkupi lastnih delnic so narejeni z idejo, da se potem cena delnice na nek način v nekem koraku dvigne. Zdaj, logika, zakaj do tega pride, si lahko po domače mislimo, kdaj bo šlo podjetje kupovati lastne delnice, takrat, kadar bo mislil, da so podcenjene. To bo signal, ki ga bo trg kapitala razbral in bo potem cena delnice šla gor. Zdaj, ta procedura je zato tudi ti dobivaš obvestila, je pa regulirana glih zato, ker se mora ta izplen iz tega povišene cene delnic pametno razdeliti, ker pomislite si, da nekdo najavi, da bo odkupoval lastne delnice, vsi predpostavimo, da bo jutri šla cena gor, kdo bo pa pol prodal delnice podjetju nazaj? Amben, In zato je treba doseči ta mehanizem, tako kompliciran, relativno kompliciran, zato da so vsi delničarji pravočasno obveščeni, da se bo ta odkup dogajal in da lahko preračunajo, kakšen je potem ta efekt na ceno delnice. In so primeri, ko dejansko podjetja pol niti ne rabijo takoj iti odkupiti lastnih delnic, ker enostavno je že signal dovolj. Ja, recimo NLB ne odkupuje lastnih delnic. Ja, ne vem, kako oni razmišljajo o svoji delnici, ampak načeloma z vidika podjetja je ta element, z vidika investitorjev je pa majčkeno drugačen element. Če firma določi, kako bo izplačevala dividende, pol se mora tega držati. Če ne, na normalnem trgu kapitala to pomeni velike učinke na ceno delnice, navzdol, govoriva. Tako da so firme skočile na ta vagon, da vračajo presežek denarja delničarjem, ampak ne na način, da bi se zavezale 100% na posamezno poslovno leto, ker dividende se zavežeš trajno in potem odmikov ne sme biti. Odkupe lastnih delnic se pa lahko izvaja po potrebi in tukaj, če v nekem letu podjetje ne odkupi lastnih delnic, trg kapitala to ne vidi kot slabo nujno. Tako da je to koristno z vidika podjetja in koristno z vidika delničarja, kot so prej rekla. Ti lahko prodaš ali pa ne na koncu. Če ti je cilj dolgoročno varčevanje in se izogniti plačilu davka po 20 letih, potem je to. Zdaj si omenil stroške. Stroški so zelo pomembni, ko govorimo o investiranju, in marsikdo je zelo tudi občutljiv na stroške. Zanimiva zgodba vezana na Interactive Brokers je pa ta, da je dejansko treba plačati 2 evra za dostop do podatkov v realnem času na Interactive Brokers, ko kupujemo slovenske delnice. Zdaj, ti podatki so na voljo brezplačno, ampak ne v realnem času, se pravi zgolj za tiste podatke, ki so na zamiku. Ampak to naj ne bi vplivalo na naše trgovalne zmožnosti oziroma za izvedbo trgovanja. Ampak vseeno, zanimivo je to, da je potrebno plačati 2 evra za dostop do teh podatkov. Kako je to sploh možno? Zakaj se je to zgodilo? Vprašala sem tudi Interactive Brokers in dobila sem tudi izjavo, intervju za Bloomberg Adrio, ker pač so povedali, da Ljubljanska borza zaračunava Interactive Brokers licenčnino ponudnika tržnika po podatkov in mesečne stroške za podatke o trgu na uporabnika za distribucijo podatkov v realnem času. In tako pač oni so to potem samo v bistvu prenesli na investitorje. Ja, seveda, kaj si misliš o tem? Jaz tudi razumem, da Ljubljanska borza mora na nek način tudi generirati neke prihodke, ampak dobro, zdaj 2 evra so zaračunavati za te podatke. To je eden od ostankov preteklosti še. Skupaj z delovnim časom borz, pa še kakšno mikrolastnostjo teh kapitalskih trgov, je to nek ostanek preteklosti, ki pa se seveda svalka naprej, zadeva, kar se reka, zato ker predstavlja vir prihodkov za borze. Ampak če pogledamo logično, za zgled, kriptotrge, pa ne pravim, da moramo narediti isto, sploh ne. Sam pravim, da za zgled, da je ono, kar je na kriptotrgih, in to se pravi,
če mi hočemo imeti normalne trge kapitala, se moramo temu vsaj približati. In dejansko zdaj te dni je spet aktualna debata v ZDA, ne, so New York Stock Exchange in Nasdaq že dale zahtevo za podaljšanje delovnega časa. Tisto, kar je dilema, je, ker pri borzah je treba določiti ceno eno periodo, da se trg stabilizira, da se določi tudi ne nazadnje, kaj je zaključna cena, ne, zaključni tečaj, ker je od tega odvisno, kako gre pola alokacija pri skladih, ko se izračunava vrednost enote premoženja in tako dalje, kot tudi zaradi tehničnih stvari. Ampak pogled moj je ta, da bi trgi mogli biti odprti, torej večino dneva, ne, tudi po noči, da bi se mogli te prelomnice pač določiti tehnično, tako da jih vsi poznajo, ne, in seveda tudi, da bi investitorji imeli dostop do podatkov v realnem času. Ne. Ta argument za zamik dostopa v realnem času je nastal, če da morajo investitorji premisliti, kaj delajo. Ne. Ja. Ja. To je ostanek. Ne. Zdaj, vse, kar investitorji danes lahko naredijo, ne, bi lahko našli nekaj bistveno bolj problematičnih primerov, kot je trgovanje, ne vem, z delnico, kaj se Microsofta v 4 zjutraj. Sej na kriptotrgu imaš praktično non-stop odprto trgovino, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. A si mogoče mislil na podoben način tudi za klasično borzo? Ja, vse to sem rekel. Sam razumem pa argument in regulatorjev in tudi borz samih, da neka perioda downtime bi pač mogla veljati. No. Ravno zaradi teh stvari, ki smo rekli, za odpravo napak, zato da se določi, na kateri časovni trenutek se določi vrednost enote premoženja, da se ve, kaj je zaključni tečaj na konc dneva in tako dalje. Tako da vse ti propozali so, ne, mislim, da grejo v to, da bi bili pauze 1 do 2 urne. Ne. To se pravi, da bi se skozi trgovalo, pol pa recimo ob 10 zvečer se zaprla borza za 2 uri, ne, updateal software, določila vrednost enote premoženja in potem bi se takoj sprostilo naprej po polnoči. Ja, zdaj, če pogledamo na borzo, kaj se dogaja, še vedno je obarvano rdeče in poskočil tudi indeks strahu oziroma indeks volatilnosti, VIX je poskočil, tako da kako recimo ti gledaš na tole krvavo borzo, ta krvavi, recimo ples, če se temu lahko tako reče. Kako ti gledaš kot investitor na vse te upade, ker se mi zdi, da smo mogoče tisti, ki imamo mogoče malo več izkušenj z investiranjem, postali mogoče malce celo imuni na vse te upade, ampak ja, ko pa pogledamo neke investitorje, ki so relativni novinci na tem trgu, pa včasih se mi zdi, da čutijo to reakcijo in tudi mogoče pretirano odreagirajo na neke take upade. To je zelo pomembno. To, kar si reka, ne, da smo imuni, ne. Ko investiraš za dolgi rok in te načeloma ne smejo motiti te nihaji, ki se zgodijo na določeno obdobje. To je prva stvar. Če imaš zaradi tega, ker varčuješ, biti nervozen vsak dan, potem ni ta prava oblika varčevanja. Ne. Tudi zato, ki si rekel na začetku za mlade, tudi če so kakšne oblike naložb relativno netvegane, to še ne pomeni, da niso dobre tudi za mlade. Kot pravim, če si ti živčen, polk investiraš, pol to ni v redu. Zdaj pa, da smo imuni ali ne, mislim, za one naložbe na dolgi rok, ki jih imam jaz, za ono se nič ne sekiram, ne gledam sploh, koliko je cena vsak dan. Za one, ki pa skačejo gor pa dol, mi je pa pošteno vseeno, zato tam je samo denar, ki ga lahko na neki točki pogrešim. Jaz nočem izgubiti nič denarja, jaz grem v investicije z namenom ustvarjanja nekega profita in ne z mislijo, da pa obstaja možnost, da bom jaz denar izgubila. Pač enostavno to ni moja filozofija, je pa res, da zdaj, ko pogledam trenutno kriptotrg, moram priznati, da je kar velika buška, tudi mene malo stisne, ja, ampak dokler ti to ne prodaš, ne unovčiš, tehnično gledano je to izguba na papirju. Gremo mogoče pogledati samo še, prej si omenil starejše investitorje, ki bi potencialno lahko tudi investirali v ljudsko obveznico, pa recimo, da imajo malo več denarja,
ajde, recimo, da imajo 100 tisoč evrov denarja, kam zdaj z denarjem? Tukaj imamo kar nekaj opcij na voljo, imamo ljudsko obveznico, ki ti prinese 2,75 vsako leto oziroma za nadaljna 3 obdobja, to je ravno v obdobju Trumpa, kaj se bo, kar mogoče je lahko tudi nek lepo pribežališče za te nore čase. Na banki boš dobil, koliko dobiš danes za depozit na banki za obdobje 3 let? Ja, po podatkih iz biltena Banke Slovenije, za te daljše 3-letne je to tja do 2,21 je bilo v biltenu. No evo, potem so pa že zelo blizu ljudski obveznici. Point je ravno to, če greš ti razmišljati o teh obveznicah in odpreš trgovalni račun, potem je vsaj verjetno, da boš začel razmišljati tudi o kakšnih drugih naložbah. In mora te prime, pa kupiš kakšno domačo delnico preko te poti. Ja, potem so pa že zelo blizu ljudske obveznici, ki prinaša 2,75, hkrati moraš pa še trgovalni račun odpreti, zato da lahko sploh kupiš ljudsko obveznico. To je mogoče minus plus vsi stroški in obveznosti in tako dalje. Vedno pravimo, ne nosi vseh jajc v eni košari. Vedno pravimo, razprši svoje naložbe med več različnih naložb. Zdaj, ko imate te poceni aplikacije, to ni več problem. Če misliš, da je problem, da sam ne znaš razpršiti, podatki kažejo, če zbereš 10 delnic naključno, si že naredil velik del razpršitve, pa če še to ne gre, imaš pa na voljo ETF-e. Tako da ena od teh oblik, ki so bolj tvegane naložbe, ampak še vedno relativno smiselne in varne, ki ti preprečujejo ravno to, da vložiš vse premoženje v eno naložbo, ki se potem sviži. To ni pametno. Ja, to je mogoče ta logika, tudi konec koncev Ministrstva za finance, pojte kupiti ljudsko obveznico, pa boste mogoče kupili tudi še kakšno delnico, tako ljudje razmišljajo. Ampak vseeno, ko mi stavimo oziroma ko mi investiramo v delnice, v konkretno delnico, seveda se moramo zavedati vseh tveganj, ne smeš staviti vse na enega konja, ta konj lahko konec koncev tudi malce upeha, imeli smo že neko izkušnjo z balkanskim trgom. Ja, torej obstajajo primerljive naložbe z primerljivim ali pa enakim tveganjem, definitivno. No, zdaj, ko omenjaš te neobanke, Trade Republic, N26 in tudi druge, v bistvu, no, če se dotaknemo samo Trade Republic, oni v bistvu to depozitno obrestno mero, ki jo dobijo pri Evropski centralni banki, v celoti prenesejo na svoje stranke. Mislim, da zdaj trenutno 2,5% ponujajo na Trade Republic. To je še bliže ljudski obveznici, ki prinaša 2,75. Ja, tako. In te so v Evropski uniji tako podvržene istim predpisom, tako da tu z tega vidika tveganja razlik praktično ni. Do 100 tisoč. Ja, če tudi pogledava, mislim, do 100 tisoč evrov je itak denar zaščiten v tem sistemu bank, tako da če se karkoli zalomi, imaš v bistvu to na nek način pokrito. Kaj bi pa potem lahko recimo svetovala nekomu, ki koleba, ne ve, kaj bi naredil, kaj ne naredi s 100 tisočaki? Zdaj, ko si to rekla, za takega varčevalca, ki je star 35, pa ne želi nič tvegati, ETF, pa en del obveznico, pa je. Pa je narejen, ne? Pa je narejen. Ampak to je nekaj, kar malemu vladatelju prej zaradi stroškov ni bilo vedno dostopno, Zdaj pa je, zdaj pa bi bilo čas, da se ljudje vzamemo v roke in svojo finančno prihodnost res začnemo malo bolj planirati, kot smo jo. Ker pokojnine, nažalost, pričakovane nas ne bodo srečne, koliko bodo prišle. Samo te. Zdaj, ko omenjaš seveda investiranje v ETF, moramo tukaj še povedati, da preko ne vem kakšnih diskontnih brokerjev v bistvu cenovno veliko bolj ugodno pridemo čez, kot pa recimo, če bi investirali preko naših slovenskih brokerjev, ker je v bistvu provizija na dobesedno provizijo. Ja, to sem rekel, da zdaj, ko imamo aplikacije, lahko to naredimo. Prej pa ni dosegljivo malemu varčevalcu. Dejansko, mislim, te provizije naših brokerjev so včasih res malo absurdne.
greš v detajle. Ja, kontaktirala sem tudi Igorja Štembergarja iz Ilirike, poslala sem mu novinarsko vprašanje, kako komentira prihod Interactive Brokers, ki pa je praktično v Slovenijo oziroma na Ljubljansko borzo. Odgovora nisem dobila, se mi pa vseeno zdi, da je gospod Štembergar zadovoljen, ker se pač pripravljajo individualni naložbeni računi na eni strani, potem seveda potem so tukaj še delnice vzajemne, potem seveda tudi ponuja in vabi ljudi za vpis zakladnih menic, tako da pač vse to ponuja svojim strankam in mislim, da je zadovoljen. Daj mi še to povej, Aljoša, kako pa recimo tvoji študenti gledajo recimo na slovenski kapitalski trg oziroma na slovensko borzo, ali mogoče že kaj večje zanimanje, kaj več sprašujejo, ali je kripto in pa veličastnih 7 ti so tisti, ki jih najbolj zanimajo. Ja, do te perspektiva je sigurno kripto, perspektiva, ampak niso pa vsi vlagatelji v kripto. Nekateri se dosti dobro zavedajo, da je to relativno tvegana oblika porabljanja denarja in skušajo razmišljati tudi v druge smeri. Magnificent Seven tudi ne razmišljajo, ampak tudi tukaj dobro, zdaj pod vtisom verjetno teh zadnjih dogodkov, zdaj te dni veliko Tesla sprašujejo, pa diskutirajo Tesla, kako pojasnimo ceno, kako pogledamo te PE kazalnike, kaj ti kazalniki pomenijo, a je prevrednotene, podvrednotene, kaj bo naprej in tako dalje. Tako da to so pa tudi ljudje, ki pač povejo, da razmišljajo lepo globalno, da imajo svojo aplikacijo in da preko nje lepo trgujejo normalno. A pa se je prijelo med študenti, da trgujejo, da želijo investirati svoj denar, je? Mislim, ne znam povedati, v kolikšnem procentu je to, ampak je. Ja, zdaj recimo jaz, ki predavam po raznih teh šolah, dijakom ali pa študentom, opažam, to so predavanja, kjer pač so prisiljeni sedeti, ne glede na to, a jih zanima investiranje oziroma upravljanje osebnega premoženja ali ne. Ugotavljam tako, da recimo mogoče 10% ali 50% jih zelo zanima, se pravi 1 ali 2, potem mogoče 50%, ki jih mogoče malo zanima, ostali pa v bistvu sedijo tam in čakajo, da ura mine. Taka je moja v bistvu izkušnja. Samo jaz imam zelo izbrano populacijo, da je razumljivo, da imaš v bistvu kar precej izbrano publiko. Bi rekel po občutku, da je večji ta procent. Zdaj pa, če gledaš ti pa poprečnega študenta, poprečno populacijo, pa bi skoraj rekel, da se mi zdijo tvoje cifre razumne. V bistvu še kar dobre. Ja, mene tudi v bistvu vsakič sem presenečena, da sta 1 ali pa 2, ki želita v bistvu vedeti več. Mislim, v absolutnem smislu to ni dobro še, ampak... Ja, jaz mislim, da gremo v pravo smer. Mislim pa, da je tudi prisoten ta peer pressure, se pravi, otroci se med seboj pogovarjajo in hitro lahko potegnajo vrstnika v neko tako zgodbo. Moram ti pa povedati, da moj sin, 18-letni sin, njemu sem v bistvu dala tiste prihranke, ki sem varčevala za njega, in seveda zdaj on s temi prihranki, pač te prihranke investira, nekaj namigov sem mu jaz dala, nekaj delnice je sam odločil, ampak potem pa malo te diskusije, recimo opazuje trg, vidi, da nekaj upada, potem me krega, kaj sem mu svetovala in se v bistvu hvali, kako je v bistvu njegova investicija boljš dela, kot pa v bistvu moj predlog. Tako da imava konstantno te pogovore, kar je super. Lahko, jaz vedno pojasnim, kaj je osnova za odločitve, potem se pa vsak sam odloči. Tesla si zdaj omenjal, Tesla mislim, da je totalna buška, mislim, da je Elon Musk pravzaprav naredil zelo veliko škodo sami Tesli. Mislim, da je prodaja v Nemčiji upadla za 70%, zelo slabe številke se v letošnjem letu in to se seveda tudi odraža na delnici. V letošnjem letu se je vrednost delnice praktično prepolovila, 43% je v letos upadla. In kaj pravzaprav tebe študenti sprašujejo, a se splača kupiti Teslo, kaj jim odgovoriš? Kot sem rekel, nikoli ne dajem investicijskih nasvetov o individualnih naložbah. Za Teslo, ki sem pa zdaj omenila, pa pojasnim.
slučajno smo glih danes Tesla imeli tudi na predavanjih, smo se malo pogovorili prav o PE kazalniku, Tesla pa BMW, ne, kot dve na različnih polih, ne, in smo predebatirali tale računovodski vidik tega, ne. Torej, kako se te tržne vrednosti povezujejo z tem, kar je potem v letnih poročilih, ne, in seveda pri Tesla strči ven, ne, z PE kazalnikom je praktično nemogoče povezati z nekimi normalnimi ekonomskimi parametri. Ne. PE je 111, medtem ko BMW je PE 4,6. Ja, no to zdaj kaj pomeni? Pomeni, da če danes kupimo po to delnico po ceni, ki je zdaj na trgu, pa pol držimo, pa pol Tesla vsako leto, kar zasluži, izplača v obliki dividend, bi trajalo 112 let, da bi dobili ta denar nazaj. Ja, sej, če pogledaš, zdaj pa price to book, ne, tam pri BMW je pa ravno to zanimivo, ne, ker je pa pod 1, ne. Ja, je 0,05, nekaj takega. PE ne pove cele slike, je potrebno pogledati v bistvu celo sliko, upoštevati okolje, v katerem deluje, šef, ki ga vodi in vse druge faktorje, ki lahko vplivajo na tečaj delnice. Mislim, to ne, samo povejo pa lahko zelo veliko zgodbe, ne. Pri BMW-ju je zgodba ta, ne, da trenutno poslovanje je super, ne, ampak BMW, kot tudi drugi nekateri proizvajalci, so stavili zelo veliko na zeleni prehod, na električna vozila, trčili pa ob nore razmere, v katerih živimo zadnje tedne, in trčili v skepso na vseh koncih in krajih in trčili tudi ne nazadnje v konkurenco iz Kitajske, ne. In seveda ti kazalniki, ne, price to book, zlasti tukaj verjetno odsevajo to dejstvo, da v prihodnosti evropske proizvajalce vozil pač čaka ne ravno rožnata prihodnost. Ja, BMW se še vedno drži nad vodo, 7% v letošnjem letu, ampak ja, je kar. Kot sem rekel, ne, tekoče nobenega problema, ne. Prihodnost pa ni več skoro. Zdaj trgi so se po domače povedano skreširali, mogoče se bo ta upad še nadaljeval, marsikdo se sprašuje, ali je zdaj pravi čas za buy the dip, se pravi, da bi kupovali zdaj, ko so tečaji upadli poceni. Se po moje veš, da so to neka logična vprašanja, pač nekako se mi zdi, da vsakič pač, ki se pojavijo na trgu, vsakič, ko se pač zgodi neka tak upad, taka razprodaja. Podobna zgodba je BP, ne, naftna družba, ne. Oni so tudi vrsto let vlagali v zelene vire energije, ne, zdaj so se pa premislili, ne, da grejo nazaj, ne, ker enostavno ni ekonomsko vzdržno. Mislim pa, da je tudi von der Leyenova mogoče malce zamaknila te zelene načrte. Mislim, da so tudi zdaj te izpust ogljikovega dioksida, ki bi se mogel zmanjšati, so zdaj prestavili za ne vem koliko časa vnaprej. Lahko se tudi poveva, ne, ker tukaj se tudi spreminja paradigma, ne. Dolga leta je veljalo, da v delnice orožarskih podjetij ne smeš vlagati, ker to ni družbeno odgovorno. Ampak kako pa danes o tem razmišljamo, v teh novih okoliščinah? Ja, vidiš, kam gremo, o obrambnih delnicah, o obrambi na splošno bomo govorili v kakšni drugi epizodi. Ja, to nam je povedal Blaž Hribar iz pokojninske družbe A, ker oni dejansko ne investirajo direktno v te delnice, ampak posredno preko ETF-ov investirajo tudi v to umazano, tako imenovano umazano panogo. Aljoša, odlično, hvala ti za super debato. Mislim, da sva obdelala vse, kar je v bistvu bilo v najinem načrtu. Tako da iskrena hvala, da si vzel čas za res fino debato. Hvala tebi za vabilo in z velikim veseljem. No. Lep pozdrav. Najlepša tudi vsem, ki ste nas danes gledali, poslušali. Spremljajte Money Cow, ne bo vam žal in lep pozdrav.